Če kdaj, pol je pa danes fraza like a boss upravičena. Dobro jutro, dve stvari. Ta prva je, danes je za sladko kisle na vrsti tale Hyundai Kona. Ta druga stvar pa, jaz sem pravzaprav zdaj na poti na Primorsko, na obalo, v Izolo. To je pa zato, ker grem tja narediti en intervju za eno revijo, ki v tem trenutku sploh še ne obstaja. Rdeča luč. A katera revija? Bo slovenska, bo pa tudi zelo tesno povezana z avtomobili znamk Ferrari pa Maserati. Ja, baby! Jaz pa ti parkiral v vosu butl zmešan. Road rage. Evo, mene še par 100 metrov pa bom prelezel ven iz tega tunela med Koprom pa Izolo, grem pa... A veš kam grem? Cilj je ambasada Gavioli. To pa zato, ker, in jaz se tega izredno veselim, se bom pogovarjal s človekom, ki je bil pravzaprav idejni vodja celega projekta. Če ne bi bilo njega, ambasadi Gavioli ne bi bilo nikoli. Ambasada Gavioli, kje si? Ma nisem bil to že dolgo časa. Fiat 124 Sport, tega avta se spomniš? Veš, to je tak lušten Fiatov kupé. Rdeči zici, seveda brez vzglavnikov, vidiš? Oja, malo je že bogi, ne? Kakor priješ čist bliz. Vidiš, ko je pleh švoh. Mislim, ni pleh švoh, barva je švoh. No, ali da je tudi pleh švoh. Mi je seksija, ne da je seksi. Okej, evo me, jaz sem tukaj. Zdaj, po eni strani je res, ne, da prostor uživi takrat, ko so noter ljudje, takrat, ko je noter življenje, ko ga napolni muska. Ampak po eni strani, če se pa hočeš skoncentrirati na detajle, ne, so pa tisti lahko moteči dejavniki. Veš, kaj hočemo reči? No, evo, intervju z Maurom narejen. Jaz moram reči, da se zelo veselim pisanja članka, zato ker možakarje, če takole čez prst pogledamo, ne, v življenju je res veliko doživel, pa naredil tudi. Predvsem pa se mi zdi, da zna uživati, ne. Tole je pa tudi eden izmed dokazov tega. To je Ferrari FF, a veš, za 4. Pa ne samo, da ima 4 zice, ne, tudi 4-kolesen pogon ima. Podhavo po mojem ne rabim posebej poudarjati, ne, 12-valnik konjev, glih tam ne, 700. Ker se oblike tiče, a če bi ga pelil. Valjda, da bi ga pelil. Če je mal preskok iz Ferrarija v Hyundaija. Ne vem, no. Kaj pa ti misliš? Evo ga, legendaren Viki Burger. Si prav kdaj? Kar v redu, a? Tak, old school. No, evo, pa v avto spet v sran. O, srnce. Lej, hritke. Pa dež pada. Orka Madonna. Kaj li prav? Ampak nima veze, tole, kar vidiš za mano, je valjda Hyundai Kona. Kona je zelo svež avto, pomeni nov začetek, radi bi se poistovetili predvsem z mladimi oziroma z njihovim načinom razmišljanja. Drugače pod talo daljen 17 cm, kar za SUV-ja ni glih velik, to je 5 cm več kot navaden avto. Zdaj nekih hudih terenskih ambicij valjda nima, ne, lahko ga pa vsem dobiš 4-kolesnim pogonom, če zbereš ta prav motor. Tale recimo je opremljen z bencinskim 3-valnikom, poraba na avtocesti tam od 6,5 pa do 6,8. Generalno gledamo pa v zadnjem tednu 7,71. Prva sladka, ki je bilo treba tale avto oblikovati, je Hyundai zaupal mladim. So rekel, ok, fuck it, dajmo mi malo več šanse našim mladim, pa mogoče malo manj uveljavljenim oblikovalcem. Pratala je Kona in jaz osebno verjamem, da to ni sam del tiste marketinške zgodbe, da je pol avto lažje prodati. A veš, vidi se, da gre tukaj za drugačen način razmišljanja. In upam, da bodo tudi Hyundai avti v prihodnosti, tisti, ki šele pridejo, povzeli malo tega duha, ki ga je uspela pripeljati Kona. In to nas valjda pripelje do druge sladke. Ta avto je karakterno izjemno močen. Če mene vprašaš, močnejši od vseh ostalih Hyundaijev. Zdaj ne rečem, da je lep, ne, ampak ko ga vidiš na cesti, narediš tako. To je tisto merilo, ne. Avto pritegne pozornost, a ne. Bam! Pa fino je, da Hyundai uspel celo zgodbo, ki pride do pritegovanja pozornosti, ne, uspel pripeljati tudi sem noter, v kabino. Sicer je ta po grobi arhitekturni osnovi zelo klasično zasnovan, ampak je pa prijetna. A veš, tukaj noter ti pozornost kradejo pa razni plastični dodatki, ne, recimo tukaj okrog zračnikov ali pa okrog gumba za zagon motorja. Zdaj pa eni strani je res, kabina je zaradi tega malo bolj atraktivna oziroma oko ujame več detajlov, ampak meni je to vsem pikico kičast. Niso mi pa kičasti rdeči pasovi, to mi je pa všeč, pa tudi to je en del tega. Ne, da je vse skupaj tukaj noter malo bolj zanimivo, kakor bi bilo drugače. Pa to rdeča-črno zgodba, predvsem v rdeč del, ne, zato ker vse ostalo je črno, pašejo tudi šivi na zicih. Vidiš, tako da vse skupaj izgleda.
Pa vem, gre cajt za product placement, ampak samo zato, ker ste me že 4 po back channelih vprašali, pa mislim, da sem odpisal samo enemu. Za ta pullover gre, ja, to je MJ, ampak firma pa ni Nike, ampak je Kicks. V glavnem tisti, ki veste, da sodelujem z Gross Basketom, to je štacuna tukaj na Rudniku, v bistvu točno tamle, tam sem ta pullover dobil, tako da ja, meni je pullover tudi do jaja, Tina mi teži, da ga skos nosim, da ne ga malo manj. Samo jaz ne morem pomagati. Da komu tako nam težiš s tem reklamam? Tretja sladka, to je pa zdaj malo težje pokazati, nekaj avto parkiran na mostu, moram iti pa prečno. Tretja sladka je namreč prostornost, zdaj v osnovi treba nekaj povedati. Ta avto generalno gledano sploh ni tako prostoren. Ampak dolg je samo 4,16 metra, to ni velik. So pa pol kolesa zbasali v skrajne robove karoserije, kar pomeni, da je medosje dolgo 2,6 metra. In to pomeni, da Kona v zavetju razmeroma skromnih gabaritov ponuja dost prostora. Kufra je za 361 litrov, to je v bistvu še največja pomanjkljivost, ker je razmeroma plitek in to res ni ogromen. Ima pa dvojno dno, to bo tudi nekaj šteje, veš? Evo, druga vrsta. Zdaj recimo sedim za sabo, ne, to sprav 1,75 m, 1,75 m. V bistvu sem velik, ker malo večji otrok. No tako, to je bila tretja sladka. Pa četrta sladka, uporabnost. Ta avto ima kup takih mehkih stvari, ki so tako ali pa drugače zelo priročne. Gremo, prvo vrsto. Prva stvar, USB vhod, ne samo da je na vidnem mestu, je tudi zelo lepo osvetljen. Vidiš še podnevke svetlobe, veliko se zelo lepo vidi modra osvetlitev. Hyundai pa dobro izkoristil plac tudi okrog prestavne ročice, da imaš tukaj gretje zicov, gretje volana, izklop start-stopa, parking senzori, hill descent, pa spet gretje zicov. Drugače pa, kar se še uporabnosti tiče, predalo pa odlagališče tukaj spredi dost. In tako sem rekel, ne, vidi se, da je Hyundai naredil en tak mehen korak naprej in feeling tukaj noter je zelo dober. Zdaj, preden se lotim prve kiste, še kako se ta avto pele, moram reči, da je zelo tako, zelo neutralen je, no. Predvsem je udoben, mogoče hoče biti tudi malo dinamičen, v nobeno smer pa ne izstopa zelo. In v sklopu teh voznih lastnosti sem najdel tudi eno kislo. Veš, ti v tem segmentu imaš kupenih avtov, ki zelo veliko polagajo na ta feeling pri vožnji in tukaj je volan oziroma njegova komunikativnost ključnega pomena. No, ta volan sicer zelo lušten zgleda, ampak komunikativnost mu pa ni jaka strana. Audi S7, si slišal? Druga kisla preglednost. Lej, tako je. Ta avto ima razmeroma močne nabite boke, kar pomeni, da so stranska stekla, predvsem v drugi vrsti, razmeroma ozka. So nizka. So ozka, so nizka. Pa posledično, ne, ker treba malo naokrog pogledati, valjda malo slabše ven vidiš. Tretja kisla tega pri avtih pa že nekaj časa nisem imel. Zaželil sem si, da bi bil zaslon, ki je občutljiv na dotik, pa tudi drugače vmesnik je ok. Dejstvo je, da je malo dlje stran, kakor sem vajen. Vidiš, roko moram praktično čist stegniti, če se hočem dotakniti skrajnega dela zaslona. No, ali to imam pa jaz malo kratke rokice. Sedi stegnem roke. Ok, peta sladka, Kona v varnostnem smislu kotira kar visok. Avto je že v osnovi dosti dobro opremljen. Tako ga zadnje čase dostkrat ne bom vseh sistemov, ki ti pomagajo v meniju, a pa ajde, en kaj koristen je head-up zaslon, vidiš tole šipco tukaj. Pa sam zna zažlajfati, pa pešce prepoznam, ampak en je bil pa sistem, ki me pa še posebej presenetil. A veš, Kona je lahko opremljena tudi s sistemom za nadzor avtomobila v voznem pasu. Pri enih znamkah je tako, ne, ti sistem vklopiš, da bi ga preizkusil, daš roke dol z volana in potem avto šajta od enega skrajnega konca pa do drugega in pa se takole voziš po avtocesti. Na Hyundai sistem pa se mi zdi, da deluje malo lepš, malo bolj nezaznavno. Tako kul izkušal, če sem čisto iskren, nisem pričakoval. Ok, to je to. Jaz grem domov. A prav? A da mogoče samo še ena stvar, ne. Kono vračam, prevzemam pa enega ekstremno elegantnega gospoda z zvezdo na nosu. Dame in gospodje, tole za mano je pa Mercedes S. No, če kdaj, pol je pa danes fraza like a boss upravičena.